Video marketing. Zakaj bi snemali videoposnetke? Obstaja milijon razlogov za snemanje videov in nekaj si jih bomo pogledali v tem modulu. Obstaja pa tudi pogost razlog, zakaj tega ne bi počeli, ker mislimo, da pri tem ne bomo dobri. A ne ustrašite se, vaja dela mojstra. Poglejmo nekaj zanimivih statističnih podatkov, zlasti za uporabo videa v e-pošti. Vidyard, platforma za video marketing in prodajo, na svojem spletnem mestu predstavlja študije primerov. Pri enem od podjetij je uporaba osebnega videa pomagala doseči 3-krat višje stopnje odzivov in izboljšala prodajne rezultate. Pri drugem podjetju so z uporabo videa dosegli 5-krat višje stopnje odzivov. Zelo dobra taktika je ustvarjanje videoposnetkov, ki odgovarjajo na pogosta vprašanja. Tako posredujete informacije, ki jih vaši obstoječi ali potencialni kupci dejansko potrebujejo. Zakaj je to pomembno? Ker človeški možgani vizualne informacije predelajo 60.000-krat hitreje kot besedilne. Tudi pri zaposlenih je 75% bolj verjetno, da bodo pogledali video, kot prebrali dokumente, e-pošto ali članke. Eden od razlogov za dodajanje videoposnetkov na spletno mesto je, da lahko video na spletni strani za 53-krat poveča verjetnost, da bo vaša stran prikazana na prvi strani rezultatov Google iskanja. Seveda želimo predvsem izobraževati in ne preveč prodajati. Kako to dosežemo? Ustvarimo lahko how-to videe, s katerimi pokažemo svojo avtoriteto na strokovnem področju. Precej pogosti so tudi predstavitveni posnetki izdelkov, ki prikazujejo njihovo uporabo ali demo posnetki. Videoposnetki so odlično orodje tudi za prikaz študij primerov potencialnim kupcem, ki se v njih lažje najdejo. Za začetek uporabe storitev ali tudi zaposlitve pa so odlični tako imenovani onboarding videoposnetki. Videoposnetke lahko ustvarjate za vse faze prodajnega lijaka. Najprej želimo privabiti občinstvo s kratkimi videoposnetki, ki pokažejo osebnost blagovne znamke. Videoposnetki, s katerimi pokažemo svojo strokovno avtoriteto, nas vzpostavijo kot vir strokovnih novic in vpogleda v panogo. Predstavitveni filmi blagovne znamke, s katerimi delimo svoje vrednote in poslanstvo, ali izobraževalni how-to videoposnetki z relevantnimi nasveti za reševanje problemov občinstva. V fazi angažiranja ali engage lahko ustvarjamo pričevanja strank z zgodbami, v katerih se gledalci najdejo, poglobljene demo posnetke in videoposnetke o kulturi v podjetju, ki gledalce prepričajo o kakovosti naše storitve. V tej fazi lahko pomagajo tudi personalizirani videoposnetki, ki podrobneje pokažejo, kako bo naš izdelek ali storitev pomagal njihovemu podjetju. V fazi navduševanja lahko ustvarjamo videoposnetke z zahvalo in jih dodamo v e-poštno sporočilo z dobrodošlico v naši skupnosti. Ali onboarding videoposnetke, da jim pomagamo njihov novi nakup čim bolj izkoristiti za poslovni uspeh. Vzpostavimo lahko tudi knjižnico izobraževalnih videoposnetkov za usposabljanje o uporabi izdelkov. Marcus Sheridan in Tyler Lessard v odlični knjigi o uporabi videa v prodaji z naslovom The Visual Sale pojasnita 5 stilov izobraževalnih videoposnetkov. Talking head, video, v katerem ena ali včasih 2 osebi govorita neposredno v kamero. Pri izbiri lokacije je veliko možnosti, saj se ta tip videa ne zanaša na snemalne pripomočke. Govorec lahko odgovarja na vprašanje nekoga za kamero ali predstavlja neko temo, ko gre na primer za strokovnjaka na določeno temo. Vprašanja in odgovori ter how-to. V tem tipu videa neposredno naslovite vprašanje iz občinstva. Običajno se uporabi deljeni zaslon z vprašanjem na enem zaslonu in govorcem, ki odgovarja na vprašanje na drugem zaslonu. Poglobljeni video. V tem videu se
Razišče specifično temo, ki je relevantna za manjši segment občinstva. Običajno je daljši kot prva dva stila in ima v postprodukciji dodane tudi vizualne elemente. Lahko pa govorec uporablja tudi tablo, posnetek zaslona ali posnetke izdelka. Intervjuji. Ti videoposnetki se običajno posnamejo z dvema kamerama in so videti zelo naravni, čeprav so vnaprej pripravljeni. Serije z epizodami. To so na primer tedenski videoposnetki na določeno temo, ki jih podjetje predstavlja pod svojo znamko. Ti se včasih ponovno uporabijo v podcastih. Ko začnemo ustvarjati video vsebine, se pojavi vprašanje, ali naj jih ustvarjamo sami ali najamemo profesionalno ekipo. Odgovor je odvisen od tega, kaj želimo doseči. Velikokrat, na primer, kadar ustvarjamo webinarje, primer lahko vidite na levi strani, je lastna produkcija dovolj dobra. Seveda moramo tudi v tem primeru poskrbeti, da je zvok dober in da ima računalnik kamero ustrezne kakovosti. Na desni strani lahko vidite primer masterclass videoposnetka, ki uporablja profesionalno kamero, luči in mikrofon. Čeprav želimo ustvariti vizualno privlačen videoposnetek, ni treba, da gre za hollywoodsko produkcijo. Včasih bo video s preveč produkcije naredil še slabši vtis, saj ne bo videti avtentičen. Preden začnemo snemati, moramo nekatere stvari načrtovati vnaprej v fazi predprodukcije. To je na primer lokacija ali več lokacij, napisati je treba scenarij in pripraviti seznam opreme ter članov ekipe, ki jih bomo potrebovali. Odvisno od tega, ali želimo zaposliti profesionalno ekipo. Razmisliti moramo tudi o tem, kaj se bo zgodilo po snemanju. Kje bomo posnetke shranili, v lastni bazi ali bodo gostovali na platformah. Tu je seznam nalog, ki jih moramo načrtovati vnaprej. Seveda pa lahko seznam dopolnite glede na posebnosti vašega podjetja in vaših videoposnetkov. Najmanj, kar moramo vedeti na začetku je, kdo je naša persona in kaj želimo doseči. Kakšna vrsta videoposnetkov jim bo najbolj ustrezala. Kdo bo govorec na videoposnetku? Se počuti dovolj samozavestnega za predstavljanje ali pa pred snemanjem potrebuje nekaj praktičnih vaj ali morda pomoč trenerja. Potem potrebujemo scenarij. Pomembno je, da ga imamo tudi pri manjših produkcijah. Se nam pomaga, da smo med snemanjem učinkovitejši in da ne pozabimo na pomembne prizore, ki jih bomo potrebovali kasneje pri urejanju posnetkov v postprodukciji. Odločiti se moramo, ali bomo posnetek snemali sami z računalniško ali kako drugo kamero, ali pa bomo najeli profesionalno ekipo. Včasih, zlasti če želijo posneti veliko videoposnetkov, podjetja kupijo nekaj več profesionalne opreme in zgradijo manjši studio, profesionalno ekipo pa najamejo le za postprodukcijo. Urejanje posnetka po snemanju vključuje tudi uvodno in odjavno špico, intro in outro, ter napise, zato moramo v ekipo vključiti oblikovalca, ki jih bo pomagal oblikovati. Kje bomo snemali, bo to samo ena lokacija ali več lokacij? Če jih bo več, v kakšnem vrstnem redu želimo snemati? In seveda, kakšno opremo bomo uporabili za posamezen video? Bo to kar telefonska ali računalniška kamera ali bomo uporabili profesionalno kamero? Kakšen mikrofon bomo potrebovali? Bomo potrebovali luči? Tu je nekaj nasvetov, kako posneti video, če ste vi tisti, ki predstavljate. Najpomembnejše je, nasmehnite se. Če ste prvič na videu, je to lahko zastrašujoče, vendar vaja dela mojstra in če se nasmehnete, boste bolj sproščeni. Poskušajte biti osebni, tudi v načinu, kako govorite. Čeprav boste verjetno imeli zapisan scenarij, poskušajte ne le brati in uporabite ton glasu, ki bi ga imeli, ko se z nekom pogovarjate. Poskušajte biti kratki.
Seveda je odvisno od vrste videa in kje bo objavljen. Za objave na družbenih omrežjih, na primer, ne bodite daljši od 90 sekund. To je lahko teaser video, ki vodi na daljši, bolj poglobljeni video o določeni temi, za katero je gledalec že pokazal zanimanje. Vedno morate gledalcu ponuditi neko vrednost, sicer ga boste izgubili. Morda tudi za vse prihodnje videoposnetke. Vedno poskušajte biti naravni. Če niste profesionalni govorec, morda ne boste zadovoljni s tem, kako ste slišati in videti na kameri, vendar pozabite na popolnost. Bistveno je, da ste naravni. Vedno pomaga, če scenarij vadite pred ogledalom. In še en dober nasvet. Če hkrati snemate več videoposnetkov, ki jih boste postopoma objavljali na družbenih omrežjih, imejte pripravljenih več oblačil, da ne boste na vseh posnetkih enako oblečeni. Potek kadrov, ki jih boste posneli, ni enak temu v končni urejeni verziji posnetka. Na levi strani lahko vidite vrstni red, kako boste snemali. Kako vam lahko pomagamo rešiti problem? Kaj je izziv, ki ga rešujemo? Zakaj je to pomembno? Uvodna misel, zaključna misel. Pri urejanju videa pa se vrstni red spremeni od 4, 3, 2, 1 do 5. Začne se z uvodnim nagovorom, ki ga posnamete po kadru, zakaj je to pomembno. Nadaljujemo s tem, kje objaviti videoposnetke. Običajno so to platforme, kot so YouTube ali Vimeo, platforme za poslovni video, kot je Vidyard, ali družbena omrežja, kot sta Facebook in Instagram, medtem ko boste za TikTok verjetno želeli posneti drugačen videoposnetek. Kjer je to možno, video objavite neposredno na platformi. Na Facebooku, na primer, boste videoposnetek naložili na Facebook, namesto da bi objavili samo povezavo do videa objavljenega na YouTubu. Upoštevajte tudi dejstvo, da bodo nekateri uporabniki do vašega videoposnetka prišli v okolju, ki jim ne omogoča ogleda z zvokom, zato jim bodo v pomoč podnapisi. Začnimo z Instagramom. Kot vidite, imate več možnosti za video v storijih, v objavah, na Instagram Live in tudi v Reelsih, ki so odgovor Instagrama na TikTok. To so kratki vertikalni videoposnetki, običajno opremljeni z glasbo, ki so lahko dolgi med 15 in 60 sekundami. Veliko podjetij je zgradilo močne skupnosti na Instagramu in video je velik del tega, saj jim pomaga pri grajenju odnosov in povezovanju na človeški ravni. Naslednji je video na Facebooku. Lahko ga predvajate v živo ali pa naložite posnetek. Kot smo že omenili, ne pozabite na podnapise. Video, ki ga naložite, je lahko tudi reciklirana različica vsebine, ki jo že imate. Za družbena omrežja lahko na primer ustvarite krajše video teaserje iz posnetka webinarja ali kakega drugega dogodka. Videoposnetki na družbenih omrežjih so praviloma krajši kot na YouTubu, saj ljudje na vaš video običajno naletijo med pregledovanjem časovnice. Za razliko od YouTuba, kjer verjetno iščejo določeno vsebino, ali pa se jim vaš video prikaže kot povezana video vsebina. Podobno kot na Facebooku, tudi na LinkedInu lahko snemate v živo ali pa naložite posnetek. Prednost predvajanja v živo na vseh platformah družbenih omrežij je tudi v tem, da bodo uporabniki ob predvajanju dobili obvestilo, kar povečuje število gledalcev. Kot vidite na posnetku zaslona, je bil ta videoposnetek posnet v živo in je še vedno dostopen na LinkedInu za prihodnje oglede. Seveda v videu ne moremo govoriti brez omembe TikToka. Če je vaša ciljna skupina mlajša, kot je večji del uporabnikov TikToka, je smiselno, da raziščete možnost komunikacije na tem omrežju. Tu so videoposnetki kratki, do 60 sekund in običajno zabavni.
Preden začnete ustvarjati kot podjetje, je pametno, da začnete TikTok uporabljati sami in skušate razumeti posebnosti skupnosti. Videoposnetki so običajno posneti s telefonom in so lahko sestavljeni iz več kratkih posnetkov, ki se potem urejajo v aplikaciji TikTok. Eden od načinov, kako se uporabniki angažirajo na TikToku, je, da se pridružijo trendom. Na zaslonu lahko vidite TikTok račun musicala Hamilton, ki uporablja priljubljeni TikTok posnetek in ga po svoje prilagodi. Še en od možnih načinov uporabe videa je družbena prodaja, social selling. Tu lahko vidite primer videa, ki je bil posnet z deljenjem zaslona ciljnega LinkedIn profila. Tako lahko ustvarite odnos. Pred snemanjem videoposnetka seveda analizirate podjetje potencialne stranke, ponudite koristne nasvete in video delite prek LinkedIn sporočila potencialni stranki iz tega podjetja, da se povežete in nadaljujete pogovor. Ena najboljših platform za poslovni video, videli ste jo v tem primeru, je Vidyard. Poleg gostovanja videov vam omogoča tudi njihovo uporabo v marketingu, prodaji in podpori kupcem ter možnost integracije s platformami za marketinško avtomatizacijo in CRM orodij. Poglobljena analitika vam daje dober vpogled v občinstvo, ki si je ogledalo vaše videoposnetke. YouTube je drugi največji iskalnik na svetu, zato je zelo pomembno, da so vaši videi prisotni na tej platformi. YouTube videi se uvrščajo blizu vrha strani z rezultati iskanja. Ena od prednosti objave videoposnetkov na YouTubu je tudi ta, da se lahko preprosto vpletejo ali angleško embeddajo na spletne strani ali blog zapise, ob tem, da gostujejo na YouTubu. Eden od načinov, kako lahko uporabite YouTube videe, je tudi ustvarjanje seznamov predvajanja ali playlist, kamor lahko vključite tudi YouTube videoposnetke tretjih oseb. To je lahko video vsebina, ki so jo ustvarili uporabniki z uporabo vašega izdelka, ali videi, ki so jih uporabniki objavljali v natečaju, ki ste ga organizirali. YouTube je odlična platforma za odkrivanje, ozaveščanje in oglaševanje, obstaja pa še ena platforma, ki je priljubljena za gostovanje video vsebin, to je Vimeo. Vimeo je odličen zaradi svojih tehničnih zmožnosti, videoposnetkov ne stiska oziroma ne kompresira in ima boljše nastavitve zasebnosti. Tu tudi ni nadležnih oglasov in uporabniki lahko ustvarjajo lastne izdelke za prodajo. Tu lahko vidimo primer. Uporabnik je ustvaril serijo webinarjev z možnostjo monetizacije vsebine. Gledalci lahko kupijo celotno serijo webinarjev ali pa posamezno vsebino. Uporaba videa na spletnih straneh in v blog zapisih je eden najpogostejših načinov objave videa. Na te strani jih lahko preprosto vpletete z YouTuba, Vimeja ali drugih znanih platform, tudi platform za poslovni video, kot je Vidyard. Tu lahko vidite pogost primer uporabe posnetka webinarja kot vsebine na zahtevo. Z nekaj razmisleka o tem, na katerih straneh je smiselno dodati pozive k akciji ali call to actions, za dostop do tovrstnih vsebin lahko še nekaj let ustvarjamo oglede, zlasti, če gre za zimzeleno vsebino. Ne pozabite na spletno mesto dodati tudi videa za boljše razumevanje izdelka ali storitve. Prav tako lahko video, ki pojasnjuje uporabo določenega izdelka, dodate na vse relevantne strani ali v spletno trgovino. Na primer, k vsem izdelkom, ki so vključeni v video. Video je tudi odlično orodje za pridobivanje prodajnih kontaktov, za lead generation in za negovanje strank ali nurturing. Omenili smo že, da lahko videoposnetke ali povezave do videoposnetkov pošiljamo po e-pošti. Pokrijete lahko več tematik, odvisno tudi od tega, s čim se ukvarja vaše podjetje. Pogoste tematike videov v B2B okolju so proaktivni odgovori na vprašanja, študije primerov, mini demo posnetki uporabe orodja in podobno.
Po prodaji pa morda video, v katerem prodajnik stranko preda skrbniku za stranke ali posnetek napredka procesa. Preden zaključimo, še nekaj besed o videoanalitiki. Ker boste videoposnetke zelo verjetno objavili na YouTubu, je smiselno pogledati možnosti, ki jih ponuja ta platforma. Vidite jih lahko na desni strani zaslona. Nekatere metrike so vam dostopne, če ste ustvarjalec vsebin na YouTubu. Seveda ima vsako družbeno omrežje svojo analitiko, zato se naučite dostopati do nje in jo redno pregledujte, da boste vedeli, katere vsebine so uspešne in katere ne. Če uporabljate video platforme za poslovni video, kot je Vidyard, dobite tudi obvestila o tem, kdo in kolikšen del videa si je pogledal. To se uporablja predvsem v komunikaciji 1 na 1, zlasti v prodaji. S to informacijo lahko prednostno razvrstite prodajne kontakte ali lide in prilagodite naslednje korake, daje vam pa tudi izhodišče za vaš naslednji stik ali follow-up, ko se pozanimate, če jim je bil video všeč in se po možnosti dogovorite za naslednji sestanek. Pojdimo na naslednji modul.